Zgodilo se je 27. z očitkom na 26. Takrat minister Bavčar, a veste, kdo je bil Bavčar? Bavčar, borec za človekove pravice, kateri je takrat izjavil, imamo transkripte, človekove pravice treba odmisliti. Nisem imela druge izbire, to je edina obleka, ki jo imamo doma. No, tam smo jo imeli. Tragedija še vedno traja, gre se za 1% slovenskega prebivalstva, to ni malo. Gre se za materialno korist, zato jaz vedno temu rečem, Žide niso pobili zato, ker jih ne marajo, ampak zato, da jim vzamejo zlate zobe. Zdaj jih Bog pokliči, naj pospravijo vse to sranje, naj grejo odkopat Miškota, počem svojo obleko. Ajmo kopat. Izbris ni računalniška napaka, zgodilo se na glasovanje parlamenta, imamo transkripte, nič več ni tajna, je bilo načrtno, sistematično in masovno dejanje. Kako ste pravili scenarij? Scenarij sam radila zajedno sa Francijem Slakom u koprodukciji nakon proslavanja Nove godine u Sloveniji, u Ljubljani. Sve je krenulo jako dobro, dobili smo ponudu od izbrisanih. Mene tema zanima, mene zanimaju zapravo te rubne teme i obožavam raditi s tome. Kako sam ja ovako po profesiji dramaturg i režiser iz Zagreba, ovo mi je bio izazov napraviti nešto u Ljubljani, a mislim da je vrlo dobro uspjelo. A bi se malo pogovarjali ali ne? Ja, ok. Mikrofon bo odprt. Lahko jaz začnem. Začnem eno malo temico. Za mene kot za filmarja so to predvsem ljudje, ki so v 60-ih in 70-ih gradili Šiško, gradili Bežigrad in to v glavnem ob mestnem doročku in pivu. In kar naenkrat jih pa dejansko ni bilo več. Danes smo Evropska unija, danes smo NATO. EU! Kaj boste zdaj stolari? Evre rabite, gospa. EU! Šepte, ali ga malo zavežem? Koli? Zavesa. Imate zdaj kaj raje izbrisane? Jaz sem se že prej toliko ukvarjala z njimi, da jih nikoli nisem ne imela rada. Kaj ste pa vi igrali, kaj je bila vaša vloga? V resnici nisem igral, to je bilo moje resnično življenjsko življenje. Ne? Igral sem pa vlogo mesarja in pekel sem odojke. V stvari rezal sem ljudi, pa jim jemal jetra, ledvica, pa take reči. To je vaša resnična zgodba ali sem narobe razumela? Resnična zgodba je, da sem resno pekel odojke, pa klov pa to. Ne? To je pa resnična zgodba. A kako dobro poznajete tematiko izbrisanih v Sloveniji? Poznajem jih zelo lepo. Zelo dobro. Kako vi gledate na to? Mene najviše tu boli što oni ne mogu imati zdravstvene podatke ovdje. Dosta sam upoznata, ja njih dosta privatno znam i vidim da ih tu, da će uskoro umreti. Se mi zdi, da ima Franci Slak prav, da je morda ta situacija z izbrisanimi tako huda, da je morda tragični jezik v tej zvezi preveč pleonastičen. Opazujem to gibanje, ki je v bistvu gibanje za emancipacijo, gibanje tistih, ki so jih na brutalen način vrgli iz družbe in ki v bistvu sami kažejo nek nov način, kako dela družbo. In morda je najboljše orožje za boj zoper to krivico pravzaprav smeh in jezik komedije, satire, parodije. Va bene, molto bene. Ok, domani. Ok, Don Luigi. Arrivederci. Sicilia, arrivederci.
very much.